V Splošni bolnišnici Murska Sobota so včeraj slovesno odprli simulacijski center, ki predstavlja pomemben korak k razvoju znanja, varnosti in kakovosti zdravstvene oskrbe v regiji. Center je prvenstveno namenjen izobraževanju zaposlenih v bolnišnici, hkrati pa odpira vrata tudi osnovnim in srednjim šolam, študentom medicine in zdravstvene nege, društvom, podjetjem ter širši javnosti za usposabljanja s področja temeljnih postopkov oživljanja. Ja, pozdravljeni. Danes smo odprli novi simulacijski center z čisto novo opremo. To pomeni, da bomo sedaj mi lahko svoje znanje delili z našimi zaposlenimi in z drugimi, ki tudi laiki, dvignili raven oskrbe bolnikov, povečali varnost, zmanjšali možnosti napak in izboljšali obravnavo naših pacientov. Vzpostavitev centra je pomembna naložba v prihodnost, saj omogoča sodobno in varno učenje v simulacijskem okolju. Ja, simulacijski center obsega v bistvu prvo eno učilnico, kjer lahko vadimo prvo teoretični del, ki so kratka predavanja, vprašanja, na koncu debriefing in naš dejanski simulacijski center, soba, kjer so notri te simulatorji. Imamo trenutno 3 lutke in simulator monitorja oziroma ventilatorja. Zdaj na teh lutkah ena je bolj primerna za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja, se pravi stiski prsnega koša, dajanje umetnih pihov, druga lutka pa je bolj namenjena dodatnim postopkom oživljanja, prikaz travmatoloških stanj, ima amputirano nogo, kar je mogoče tako malo zanimivo za pokazati. Ta lutka je tudi v bistvu edinstvena v Sloveniji, mi smo prvi, ki razpolagamo s tako realistično lutko. Omogoča tudi manipulacijo dihalnih poti, ventilacijo z ambu-balonom in masko, intubacijo. Se pravi, to se lahko naši sodelavci na njej učijo različnih invazivnih kliničnih postopkov, ki bi sicer mogoče v realni situaciji na pacientih pomenili tveganje za zdravje. Tu pa lahko to vadijo v varnem okolju, brez nevarnosti in z možnostjo nenehnih ponovitev. Simulacijski center je, kot rečeno, namenjen učenju in prav je, da temeljne postopke oživljanja poznamo vsi, a dejstvo ostaja, da je znanje treba tudi vsake toliko časa osvežiti. Zdaj tako moram povedati, ker jaz že 21 let ukvarjam s to tematiko, v zadnjih letih se je stanje zelo izboljšalo. Ko smo začeli s tem leta 2005-2006, je oživljalo na terenu komaj tretjina, zdaj pa že več kot 63% Slovencev v primeru neljubega dogodka prične z temeljnimi postopki oživljanja. Tako mislim, da smo kar dobri, te številke so nad slovenskim povprečjem, tudi izidi pri oživljanju so dobri. Imamo tudi zelo močno mrežo teh avtomatskih eksternih defibrilatorjev v Sloveniji, kar tudi še dodatno dvigne raven pa kvaliteto preživetja. Smo dobri, lahko smo pa še boljši. Temeljne postopke oživljanja so poučevali že prej, vendar za to ni bilo namenskega prostora. Ja, to smo vedno nekako malo improvizirali. Nekaj časa smo imeli eno sobo, kjer smo to izvajali, drugače pa smo te simulacije izvajali v dejanskih prostorih naše bolnišnice, kjer tudi poteka oskrba pacientov. To je vedno terjalo tehnično dolgotrajne in zahtevne priprave. Pa tudi v primeru, da bi prišli dejanski pacienti, ki bi rabili oskrbo, bi mogli naše izobraževanje, učenje prekiniti, sprazniti tiste prostore, in seveda to ni bilo vedno idealni pogoj. Pridobitev simulacijskega centra je velika pridobitev za osrednjo pomursko zdravstveno ustanovo in omogoča poučevanje v ustreznem okolju oziroma sodobnem centru.
Ta pridobitev je sigurno izjemnega pomena, kajti na ta način nekako nadgrajujemo vse te pridobitve, ki smo jih imeli do sedaj. Predvsem je pomembno z vidika praktičnega dela, kajti dostikrat se znajdemo v situaciji, ki so izjemne težke situacije in z treningom, če to prej že nekako sprobaš, kako to narediti, je verjetno lažje, kot pa če se znajdeš v situaciji, v kateri nisi nikoli bil v življenju. Te situacije so življenjsko zelo težke in vemo, da so to taki težki trenutki in je zelo pomembno, če se kdaj že prej srečaš, če samo v simulacijskem centru, da to preveriš in da to potem tudi poznaš. In zelo pomembno pa je seveda, da je ta reakcija v takšnem primeru čim hitrejša in čim bolj strokovna. Ob odprtju se v bolnišnici posebej zahvaljujejo vsem donatorjem, kajti njihova podpora ni le materialna, ampak izraz zaupanja, družbene odgovornosti in zavedanja, da je vlaganje v znanje in zdravje skupnosti ena najplemenitejših naložb. Ja, to naložbo smo nekako sfinancirali skupaj z, bi rekel, našimi sponzorji, za katerim se seveda v tem trenutku izredno zahvaljujem. Mislim, da so zbrali preko Pomurske gospodarske zbornice preko 33 000 evrov. Seveda smo še mi najmanj toliko dodali, kajti ta oprema za simulacijski center je zelo draga, tako da je potrebno zbrati velika sredstva in imamo namen še tudi v prihodnosti seveda zbrati še dodatna sredstva, da še malo posodobimo, koliko se bo dalo, da bo čim bolj, bi rekel, učinkovit, kajti mnogi zaposleni, mnogi tudi, bi rekel, tisti, ki prihajajo z zdravstvene šole ali pa z drugih šol, seveda smo na razpolago tudi podjetjem, društvem, da jim damo to na razpolago in da potem na ta način tudi nekako usposobimo čim večje število ljudi. Pridobitve so v bolnišnici zelo veseli, saj bo simulacijski center pomembno prispeval k še varnejši in kakovostnejši obravnavi bolnikov ter krepitvi znanja v zdravstveni in širši skupnosti.